tem videu boš izvedel več o tem, kaj je korelacija. Korelacija je na najbolj enostaven način si lahko predstavljaš kakor neko podobnost med pari. Se pravi, v Forexu odčitamo, koliko so vsi pari med seboj podobni in na podlagi teh preračunljivosti in na podlagi tega podatka lahko nekako preračunamo verjetnost, kateri par bo šel močno gor ali zelo počasi ali pa nekaj vmes. Zdaj, kar se tega tiče, korelacijo lahko najdemo na investingu, se pravi, napišemo correlation investing, gremo tukaj in označimo par, ki želimo trgovati. Se pravi, na primer evro proti dolarju na 5-urni ravni ali pa recimo na urni ravni za 100 svečk nazaj. Se pravi, na 100 svečk se gibljajo grafi evro proti dolarju pa recimo zlato ali pa evro proti avstralskemu dolarju se gibljajo zelo podobno. Enako lahko daš tudi na dnevni graf, lahko daš za 50 svečk, ampak recimo, da 100 svečk je neka ideala, pa če želiš dolgoročni trend oceniti ali krajši trend, si tukaj izbereš urni graf ali dnevni graf ali pa celo 5-minutni graf. Se pravi, tukaj tudi lahko vidimo ostale pare. Kar se pa tiče teh procentov, pa nam to pove, v kakšnem sorazmerju sta evro proti dolarju in evro proti jenu. Enako velja za, če gremo tukaj spodaj, lahko vidimo, da avstralski dolar proti kanadskemu dolarju je ravno kontra evro proti dolarju, ampak je glih nek vmes, se pravi 0,68. Za 68% je podoben evro proti dolarju, sem da pač ne gre v kupni smeri, ampak gre glih kontra, se pravi, gre v bearish smeri. Več o bullish in bearish sem tudi razložil, ko povem več o valutnem paru, se pravi, kaj je valutni par. Če te kaj več zanima o tem, poglej ta video. Drugače pa, če gremo še tukaj na sredo, se pravi, če vidimo potencialni par evro proti jenu, da bi šli ta par trgovati, in če vidimo, da bi trgovali tudi ameriški dolar proti jenu, potem ta dva para lahko trgujemo, nimamo se za bati. V primeru, če trgujemo urni graf, za 100 svečk nazaj se odčita, in če trgujemo ta dva evro proti jenu in dolar proti jenu, lahko po tem pogoju trgujemo oba para. Ker po drugi strani je second currency oziroma druga valuta jen. In če je druga valuta jen, bi mogla iti oba jena v isti smeri, ampak ni tako. Zaradi tega, ker prva valuta je prevladala oziroma je bolj šibka in zaradi tega v tem primeru evro proti jenu in dolar proti jenu nista enaka. In zaradi tega je graf glih kontra, se pravi, če pogledamo tukaj na primeru evro jen proti dolar jen. Vidimo, da je evro proti jenu počasi iz sell trenda šel, da se premika v buy in da je nekako v neki nevtralni coni. Medtem ko dolar proti jenu gre močno v bullish smeri. To je v tem primeru, če spremljamo dolgoročni trend. Zdaj, jaz priporočam, ker smo day traderji, priporočam mogoče, da za 10 svečk gledaš nazaj, pa še to, več o tem povemo tudi v Elite Akademiji, da mogoče 10 svečk tudi ni tako primarno, ampak kakor za samo osnovno znanje je to dovolj, da razumeš, kaj je korelacija, kako se premikajo valutni pari med sabo, kako se sporazumevajo,
kakšna je podobnost med njimi in zakaj je to pomembno. Vse te stvari je fajn vedeti, zaradi tega, ker če vemo te stvari, ko boš dobil več znanja oziroma ko boš izvedel določene strategije, ki se uporabljajo na trgu in boš tudi znal boljšo analizo narediti, boš tudi vedel, kjer par se trguje, kjer par se ne trguje, zakaj iti v dva trade in zakaj iti ne v dva trada različnih valut. To so te neki detajli, ki nas spremljajo vsak dan pri odločitvah. To je, kar se tiče korelacije. Če trguješ dnevni graf, potem ti priporočam na dnevni ravni gledati, ampak ja, za zelo dolge premike imamo pogled nazaj za 100 svečk, 300 svečk ali pa 10 svečk. Tako da ja, it's up to you. Zdaj, če gremo, kar se tiče korelacije, pogledati tudi na graf. Za moje mnenje je boljše korelacijo sam po sebi odčitati na grafu. To je pa tako, da pogledamo graf. Če še ne veš, kaj je trend, ti toplo priporočam, da pogledaš, kaj je trend, oziroma celotno edukacijo, kjer Luka opisuje samo osnovo, kako odčitati trend z grafa, konsolidacijo ali range, kako odčitati support pa resistance. Vse te stvari so potrebne, da sploh razumemo graf, sploh pa ko pridemo do pogovora o tem, kaj je korelacija in kako jo odčitati. Enako velja za volatilnost. Če teh stvari ne vemo, ni dovolj, da samo veš, kako gre strategija, ko nekateri traderji kažejo, da če je cena padala in če je prebila tole linijo, potem je to nakup. Daleč od tega. Moramo razumeti, kaj vse to potegne za sabo, in če imamo več informacij različnih virov, potem bomo tudi bolj znali trgovati. Seveda, če jih znamo uporabiti in če imamo nek koncept. Zdaj, če gremo na kratko skozi en primer, kako odčitamo lahko korelacijo, je to, da če želimo trgovati kanadski dolar, je tako, da pogledamo vse kanadske dolarje. In ta kanadski dolar trenutno na 4-urnem grafu pada. To nam pove, da en par gre v bearish smeri. Gremo na naslednji kanadski par. Se pravi, ta par raste. Potem naslednji par je v neki nevtralni coni in evro proti kanadskem dolarju gre v sell. Pa potem imamo še funt proti kanadskem dolarju. Je tudi neka nevtralna verzija oziroma je bolj v sell coni. Pa novzelandski dolar proti kanadskem dolarju je isto v sell smeri. Tale je zelo lep par tudi za trgovati, mogoče je malo pozno za iti noter, ampak ja, zelo, zelo lepo kaže, da bo šlo tole v nadaljevanje bearish smeri. V glavnem, kar se tega tiče, kako odčitati par in videti, zdaj, ko smo šli skozi te vse kanadske dolarje, jaz takoj vidim, kjer par od teh kanadskih dolarjev bi trgoval, pa zakaj in kaj je naslednji korak, je to, da bi šel tudi vse novzelandske dolarje preveriti, če so mi ustrezni ali mi kažejo kontra. Na primer, če gremo zdaj vse kanadske dolarje preveriti, potem recimo, da ta je sell, buy, nevtralno, sell, potem imamo funt proti kanadskemu dolarju, isto sell, ampak ja, nevtralno sell, pa novzelandski dolar proti kanadskemu dolarju, isto sell. Pa še dolar proti CAD-u, ta je pa buy. V bistvu ja, tam. Nevtralen buy, tako bom rekel. Tako da ja. Zdaj, kot vidimo, imamo
določene pare nevtralne, določene imamo v buy in več oziroma največ jih je v bearish smeri. Kaj to pomeni za nas, je to, da podobnost parov, podobnost kanadskih parov kaže bolj za bearish smer, kakor za bullish smer. Tako da smo učitali korelacijo, ki nam pove, da v bistvu se kanadski dolar splača trgovati. Zdaj pa, kateri kanadski dolar zbrati, je pa vse odvisno na tem, kakšen je tudi drug par. Se pravi, če smo tukaj gledali avstralski dolar proti kanadskem dolarju, to pomeni, da je naša druga valuta zelo dobra za prodajo. Ampak, če želimo avstralski dolar proti kanadskem dolarju trgovati, pa mene zanima, kaj se dogaja tudi z avstralskim dolarjem. Se pravi, gremo čez vse avstralske dolarje in vidimo, kaj se dogaja. Se pravi, ta je za sell, ta je nevtralen buy, potem imamo tudi neko nevtralen sell, potem imamo buy in tukaj imamo sell. Pa še evro proti avstralskem dolarju, nekaj gre, cena kaže, da gre nekaj gor, ampak to je totalno sell. Pa evro proti, to smo že, potem funt proti avstralskem dolarju. Ta je za moje pojme nevtralen. In to je vse. Se pravi, če grem še enkrat nevtralen, pa imamo sell, pa imamo sell, nevtralen buy, nevtralen sell, buy, pa sell. Za moje pojme je v tem primeru avstralski dolar dosti nevtralen, ni močen, ni šibek, ni premočen, ni prešibek. Tako da za moje pojme je Avstralec proti kanadskem dolarju trenutno optimalen za trgovati. Zdaj, to je ena izmed stvari, ki jih moramo odčitati, oziroma sem ti glih kar povedal eno izmed skrivnosti, ne tako v detajle, ampak posplošil. Kako lahko se odločiš za nek par, kako se lahko za nek par odločiš, ali ga boš trgoval ali ne. To je ena izmed stvari, ki jih rabiš vedeti, preden greš v trade. Potem imamo še preboj ali lažni preboj, da znamo to odčitati, da vemo, kaj to nam pomeni. Potem na podlagi vsega tega, kar sem tudi povedal o korelaciji, da znamo odčitati volatilnost in jo primerjati s korelacijo, zaradi tega, ker če te dve primerjamo, mogoče tudi vemo, kateri par ne bi šli trgovati tisti čas, zaradi tega, ker lahko nas trg spajkne ven, se pravi naredi lažni preboj, ali pa da najdemo pravi trade na določenem valutnem paru, kjer nam pokaže lep clean setup. To so stvari, ki so obvezne. Poleg tega pa veljajo še določeni vzorci, ki jih vidimo na trgu, pa momentum candli, pa volumen. Vse te stvari in še več se razbere iz same analize, preden skočimo v trade. Poleg tega, da moramo vedeti, kaj je risk management in psihologija. Se pravi, stvari je ogromno. Več o psihologiji in risk managementu bomo tudi povedali v nadaljnjih videih, ampak kar se tiče grobih osnov, smo pa razložili že v teh videoposnetkih, jih je 20, tako da toplo priporočam, da jih preučiš. To so osnove, ki so potrebne za trgovanje, preden začnemo dan kot trgovalec in seveda, preden sploh pomislimo, kam naloži denar. Moramo vedeti, kateri broker zbrati in seveda čez čas, ko postanemo boljši, kateri fundacijski program je najbolj primeren za nas.